stran. Ne, mislim, da mora tam. Gospod Janša, lahko na kratko nekaj o pričakovanjih danes poveste, kaj pričakujete od srečanja? Torej, pričakujem normalen pogovor. V zadnjem letu dni smo se pogovarjali praktično z vsemi predsedniki parlamentarnih in tudi drugih strank, z izjemo ljubiteljev Palestine in Venezuele in Slovenije in Nove Slovenije seveda, tako da upam, da bo po današnjem pogovoru neka normalnost v smislu pogovorov med parlamentarnimi strankami ponovno vzpostavljena. Menite, da bo pogovor danes dolg? Ne vem. Vsekakor bo nekoliko daljši, kot pa bi bil, če bi bili ti pogovori redni. Hvala lepa. Prosim? Z gospodom Toninom smo dogovorjeni. Ja, evo, kar naprej. Bolj zaščiten kot Pentagon. Tam se poznam. Še zmerno tukaj. Gospod Janša, to ni bila ravno kratka kava. No, v bistvu je bil čaj in me veseli, da je po dolgem času prišlo do iskrenega pogovora o preteklosti in prihodnosti. Samo v sodelovanju strank, ki so vključene v isto družino evropskih strank, strank, ki so tako ali drugače po izvoru ali po programu svojimi koreninami v času slovenske osamosvojitve, v času, ki je Slovence združil. Samo v tem sodelovanju je dobra prihodnost za slovensko politiko. Lahko torej v kratkem pričakujemo več srečanj med vami in gospodom Toninom, med strankama? Če boste vsak dan tukaj, prijem vsak dan na čaj. Redka priložnost to kamer srečati. Pravite pogovori o prihodnosti, v kakšni smeri? No, če pogledamo tudi ta mandat, ki ste ga vi sicer v glavnem označevali za čas konfliktov med Slovensko demokratsko stranko in Novo Slovenijo in predvsem zaradi izjav bivše predsednice je veliko teh konfliktov tudi bilo. Če pogledamo pa z praktičnega vidika, recimo rezultate glasovanja o pomembnih zakonih v državnem zboru, o pomembnih odločitvah, pa je tukaj bistveno več enakega glasovanja, enakih odločitev kot pa razlik, tako da tudi ti temelji niso tako slabi, kot zgleda na prvi pogled, kar se tiče prihodnosti, možnosti za sodelovanje zaradi preomenjenega zagotovo so, boljše kot za večino drugih strank, tudi zaradi tega skupnega članstva v Evropski ljudski stranki, ne nazadnje pa tudi zaradi mandata 2004-2008, v katerem je Slovenija zaradi vodenja vlade, v kateri je bila tudi Nova Slovenija, dosegla najboljše rezultate v zgodovini, odkar je samostojna država. Tako da so pa seveda Slovenska demokratska stranka je suverena stranka, ki bo šla svojo listo na volitve. Nova Slovenija je suverena stranka, ki bo šla z svojo listo na volitve. Proporcionalni sistem, ki ga imamo, tudi narekuje tak nastop. Vsi si želimo, da se tiste stranke, ki jim ne kaže, da lahko same pridejo čez parlamentarni prag in so nekako v tej domeni demokratičnih strank ali pa strank demokratičnega loka in slovenske pomladi, povežejo med sabo in potem z skupnim sodelovanjem z koalicijo po volitvah dejansko lahko dosežemo potrebne spremembe.